Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, pozdravljeni v izrednih novicah televizije ETV 28. aprila 2020. Z današnjim dnem se dodatno rahljajo ukrepi, ki so bili sprejeti za zmanjševanje širitve okužbe z novim koronavirusom. Med drugim tudi v smeri, da so zopet dovoljene poroke. Seveda ob upoštevanju ukrepov nedruženja pomeni, da to ne pomeni zabave svati, pač pa ženina nevesto in o pogoju, da bo obred potekal zunaj, še priči. Pravkar se je končal podaljšan vikend s ponedeljkovim dnevom upora proti okupatorju, v katerem se je odvilo nekaj razmeroma mirnih protestov na aktualne razmere. Eden od njih se je odvil tudi v Trbovljah pred Delavskim domom. Pred nami je praznik dela, ki je še lansko leto pomenil druženje ob kresovih, budnicah in pohodih. Nekaj napotkov za letos pa najprej s strani župana občine Hrastnik Marka Funkla. En lep pozdrav iz Hrastnika. Kot smo ugotovili, v preteklih dneh se počasi rahljajo ti osnovni ukrepi proti epidemiji koronavirusa, kar še zdaleč ne pomeni, da smo v bistvu z samimi ukrepi zaključili, vendarle pa je malce več optimizma med ljudmi, kar jaz mislim, da je tudi prav, ker so se v teh časih držali navodil in tista navodila, ki še ostajajo, je potrebno spoštovati do konca. V teh časih seveda lahko se vse več sproščamo v naravi ob športnih dogodkih oziroma ob športnih aktivnostih, predvsem rekreativnih. Gre za športe, ki so individualni, prav tako se odpirajo številne poti v gospodarstvu. Od te dni tudi imamo možnost menjave gum, popravila avta, registracije avtomobilov, po 1. maju pa tudi sprostitev nekaterih storitev, kot so frizerske storitve. Jaz sem prepričan, da bomo šli po 1. maju tudi v še več novih sproščanj glede omejevanja gibanja med občinami, tako da to so tiste stvari, ki jih je potrebno imeti v glavi, da moramo zdržati še kakšen teden in da bo potem precej lažje. Občina Hrastnik tukaj se vsem na tem mestu zahvaljuje za doslej izkazano potrpežljivost in verjamem, da bomo skupaj premagali ta koronavirus. Glede situacije v domu starejših Hrastnik je župan povedal. Ja, zdaj še vedno je to, da v Zasavju nimamo pozitivnih primerov v nobenem domu starejših in naj tako tudi ostane. Naš dom starejših je infrastrukturno med slabšimi v državi. Ravno zato je komisija, ki je bila s tem namenom zagotavljanja tehničnih zmogljivosti v domovih starejših in opremljenosti naredila nekaj potez, kar pomeni, da smo pripravili prostore v spodnji delovni terapiji za primere covida. Gre za 2 prostora, enega za tiste s sumom na okužbo, drugega pa za tiste, ki bi bili okuženi. To je v bistvu na ta način smo naredili vse varnostne ukrepe, ki jih je država od v bistvu doma in od civilne zaščite ter lokalne skupnosti zahtevala. Sami pa še vedno verjamemo, da lahko država najde tudi še kakšno dodatno rešitev, ker domovi za starejše so resnično tiste ustanove, ki prvič nimajo infrastrukturnih sposobnosti, zato da bi dobro oskrbeli okužene, drugič pa nimajo tudi strokovnega kadra, ker vendarle je nekdo, ki je okužen, potrebuje celovito oskrbo, po mojem mnenju, v bolnišnici in ne v domu starejših. Poklicali smo tudi županjo občine Trbovlje, Jasno Gabrič, ki je podala aktualno sliko razmer, spregovorila pa je tudi o investicijah v občini. Lep pozdrav najprej vašim gledalcem in gledalkam, vaše televizije in seveda vsem, ki so v tem trenutku z nami, še posebej pa seveda tudi dragim Trboveljčanom in Trboveljčankam. Želim in upam, da so včeraj preživeli lep praznični dan v krogu svojih najdražjih, čeprav je letos minil nekoliko drugače kot v preteklih letih. Kar se tiče sedaj torej tega stanja, v katerem smo se znašli, jaz verjamem, da ne bo več tako zelo dolgo trajalo, saj se ukrepi počasi rahljajo, vendar pa menimo, da bo pa vseeno treba biti še precej previden, da pač najbrž čisto v ustaljene tirnice, kot smo bili navajeni, se pač žal ne bomo vrnili, neka distanca
pa nošenje mask v zaprtih prostorih bo po moje kar ostala še nekaj časa. Kljub temu pa se počasi določene zadeve odpirajo. Kar se tiče občinskih javnih zavodov, lahko povemo, da se po prvomajskih praznikih odpira stadion Rudar za namene predvsem rekreacije, teka, ne takih druženj, kot bi jih mogoče bili ljudje vajeni, tudi ne bodo smeli uporabljati še zaenkrat fitnesa na prostem, ki je na stadionu, ampak torej za tek po atletski stezi in za individualno rekreacijo. Prav tako pa po prvomajskih praznikih odpira svoja vrata tudi tržnica. Seveda bo določen malce drugačen režim, nadzorovan vstop v prostor, ki je pod streho, če tako rečem, in pa seveda bo treba upoštevati tudi te ostale zaščitne ukrepe. Tako da, če po domače rečemo, tržnica bo organizirana na način, kot so trgovine, le da je na prostem, kar pomeni, da je najbrž še nekoliko bolj varna, vseeno pa prosimo občane, da se ne bodo zadrževali na tržničnem prostoru, da se ne bodo med seboj družili, kot smo se včasih na tržnici, saj zaenkrat za to še niso primerni časi. Ostale stvari pa čakamo tudi, kdaj bi lahko odprli naprimer knjižnico, še ni znano, ko bodo ta navodila strani države dana, se bomo seveda temu prilagodili. Kar se tiče pa delavskega doma in mladinskega centra, bosta pa najbrž med zadnjimi odprta, glede na to, da so tam pa resnično dejavnosti takšne, da gre za neke tesne stike in druženja. Mi vseeno upamo, da tudi za prvomajske praznike, da jih boste, dragi občani in občanke, preživeli lepo, sicer res da nekoliko drugače, kot smo jih bili vajeni, pa vendarle. Saj bodo tudi ti časi, upam, da kmalu minili, nekoliko se jih bomo pa pač morali tudi navaditi. Občina Trbovlje pa sicer še vedno izvaja vse ostale naloge in poskušamo nekako delati, kot da ni virusa, čeprav je seveda in upoštevamo vsa varnostna pravila, vendar si ne želimo prevelike zaustavitve življenja, kar se tiče gospodarskega področja in čim manjše škode seveda, ki bo ob tem nastala. Zato smo zagnali vse tiste investicije, ki smo jih lahko. Tako nemoteno potekajo dela za izgradnjo novega dvigala, že kar nekaj let pričakovane investicije torej v knjižnici Trbovlje in pa za Zavod za zaposlovanje. To bo velika pridobitev. Hkrati nemoteno potekajo dela tudi rekonstrukcije križišča pri osnovni šoli Trbovlje, na kar so že leta in leta opozarjali starši, predvsem pa tudi bližnja šola, na nevarnost tega križišča in smo se ga sedaj skupaj z državo lotili, da ga prenovimo. In seveda nemoteno potekajo tudi dela na manjših cestnih odsekih izven centra mesta. To pomeni na Dobovcu, začelo bi se naj v kratkem tudi v Knezdolu in še kje. Sicer pa tudi potekajo dela na trboveljski železniški postaji z manjšimi rekonstrukcijami oziroma prenovo platoja, ki je bil do sedaj tudi dosti bolj namenjen tovornim vozilom, bomo pridobili 68 urejenih parkirnih parkirišč dodatno k tistim, ki so že do sedaj obstajala. In pa tudi investicija, ki se bo zdaj začela v teh dneh, oziroma 200 še. Ena je zamenjava vseh oken na gasilskem domu v Trbovljah v vrednosti 60 000 evrov in pa tudi ureditev celotnega platoja, vse, kar sodi zraven, sta je bil že kar nekaj časa zapuščen, zamakole tudi v hišo, govorim pa na naslovu ulica 1. junija 4, to je ta stavba, kjer se nahaja Rdeči križ, izpostava Trbovlje, torej bivši zdravstveni dom. Oba župana, s katerim smo govorili, sta ob prihajajočem prazniku voščila občankam in občanom. Ja, ob tej priložnosti bi želel vsem Zasavčanom in Zasavčankam izreči eno voščilo ob prihajajočem prazniku dela. V preteklosti so bile marsikatere pravice delavcev priborjene in ravno v časih, kakršen je epidemija, se moramo zavzemati, da te pravice obstanejo in da ni vsaka priložnost nov izgovor za rahljanje delavskih pravic. Pravica do dela ter pravice, ki izhajajo iz tega, so
temeljne pravice, ker ljudje skoraj ali pa celo več kot 1/3 dneva preživimo na delu in tam se moramo počutiti varno in prijetno. Tako da jaz želim vsem občanom in občankam Hrastnika ter vsem ostalim Zasavcem prijetno praznovanje praznika dela v naravi ob svojih najbližjih, ter naj bo to praznovanje letos malce drugačno. Dragi Zasavčani, Zasavčanke, Trboveljčani in Trboveljčanke in pa seveda tudi vsi tisti, ki zdajle poslušate to oddajo, vam iskreno ob prihajajočem prazniku 1. maju želimo in vse dobro in iskreno čestitamo. Vemo, da so torej časi malce drugačni, kot so bili, a na vseh nas je, da bo ta praznik tudi v prihodnjih letih bolj vesel in bom rekla, bolj namenjen svojemu namenu, tudi v smislu, da bo gospodarsko stanje, da bodo službe takšne, kot si jih želimo, da bo brezposelnosti čim manj in da se bomo radi ob 1. maju še srečevali na dogodkih, kot smo se včasih. V letošnjem letu pa pač nekoliko drugače, ne bo sicer krstovanja, verjamem pa, da je važna tista misel, ki jo imamo ob tem prazniku in pa zavedanje, da tudi kmalu prihajajo ti časi nazaj. Želim vam res vse lepo, preživite te praznične dni, ki so še pred nami, seveda v družbi svojih najdražjih in pazite nase. Vse dobro vam želim, torej v imenu občine Trbovlje skupaj s sodelavci. Srečno! Še naprej smo občanki in občani pozvani k odgovornemu ravnanju. Na prvem mestu moramo skrbeti za higieno rok, za uporabo zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih, za varnostno razdaljo pri odhajanju po opravkih in ukvarjanju z dovoljenimi oblikami rekreativnega športa. Ostanimo zdravi in srečno!